Kdor je preživel vsaj en dan z vami, bo v hipu uvidel, koliko znanja, koliko želje po napredku je v vašem delu. Zato ni čudno, da zasedate mesto med najboljšimi centri v Evropi. Besedi vabim strokovnega direktorja, dr. Viljama Kovača. Večer. Dejansko je poseben privilegij in čas, da pozdravim našega predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, drage kolegice, kolege, vse, s katerimi sodelujemo in seveda spoštovane ostale goste. Tukaj smo, da proslavljamo 80 let Onkološkega inštituta in lahko rečem, da ta inštitut od začetka svojega nastanka goji multidisciplinarni pristop. Seveda pa se moramo zavedati, da Onkološki inštitut, danes bi rekli, že od začetka bil zasnovan kot terciarna ustanova. Zakaj? Zato, ker njegov ime je bilo Banovski inštitut za raziskovanje in zdravljenje raka. Se pravi, raziskovanje je v svojem bistvu Onkološkega inštituta. Zato ni čudno, da toliko entuziastov posveti svoj prosti čas, vikende in tako naprej ravno raziskovanju, ker vidimo, da samo na ta način lahko tudi stroka napreduje. In ne nazadnje tudi smo edukacijska ustanova. Skušamo dvigniti zdravstveno kulturo v Sloveniji z komunikacijo z mediji, ki nas zelo objektivno predstavljajo. Potem skušamo sodelovati v vseh profilih teh, ki so zaposleni v zdravstvu. Posebej treba seveda izpostaviti obe medicinski fakulteti. Pri nas je sedež katedre za onkologijo medicinske fakultete iz Ljubljane in pa tudi seveda sodelujemo z Mariborsko katedro oziroma Mariborsko univerzo. Da ne govorim o drugih fakultetah, največ zdravstvenih in drugih šolah, vseh profilov, kot sem rekel. Naj končam z mislijo, kako je možno, da je inštitut tako uspešen. Mislim, da sta tu dva principa. Sodelujemo z vsemi inštitucijami v Sloveniji, ker vemo, da smo v Sloveniji v skupnem čolnu in če skupaj veslamo, potem lahko nekaj dosežemo. Tako da ti uspehi, ki jih imamo, so tudi uspehi ostalih ustanov, s katerimi sodelujemo. Po drugi strani pa je tudi res, da izjemnim spoštovanjem gledamo na tiste, ki so ustvarjali Onkološki inštitut, na tiste, ki so nekaj naredili in potem gradimo naprej. Ne podiramo, ampak vse kaj dobrega gradimo. In mislim, da je to tudi princip, ki ga moramo uveljaviti v Sloveniji.